Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lep pozdrav iz Benečije. Samo na von hodim, sonce, drevo, ptičje, rože, trave, na vergore. Na vergore. Leta 1976, velik potres je zadel Furlanijo Julijsko krajino in tudi naše komune. Smo vprašali za pogovor, ki smo šele maja in smo blizu obletnici potresa, ki je bila 6. maja. Firmina Marinig, ki je bil že takrat na občini in je rad ušindak na glih potle, recimo po potresu. Kako je bilo tle pri nas takrat, recimo, kako je bilo speljeno tela rekonstrukcijo, recimo, kako so nazaj začeli obnovo teh krajev? Ker je bil potres naše občine, tudi naša dežela nije bila paračana niso mislili, kako narediti rekonstrukcijo. So imeli puno idej, so imeli puno propost, ma niso imeli obenega projekta za ponoviti našo deželo in naše krajine. Naši župani so bili tudi, ne tu strahu, ma niso bili paračani. So imeli velike težave. Tam, ki se mora reči, je šlo manj kot 4 leta, preko so začeli te prve hiše obnoviti in 5 let, 6 let preko je začela rekonstrukcija, so hiše nove, zazidane, če jam samo. Tako ni bilo ne prostora, ni bilo kaj ni bilo štele hiše, in težave velike so bile med ljudmi. Obeda ni te upustiti niha hišo, niha zemljo, in tako. A nekorlo, ko se sedi tako po italijansko, dei piani particolareggiati za espropriati vse, in za narediti loteto se mora zidati. In tele so bile velike težave, in župani so imeli velike težave proprio za govoriti z ljudmi. Mi nismo bili nič, in sajti so naprej, in hiše so, ljudje so živeli le tu barakah. Ja, recimo, da Ažla je bila tle v Špeterskem komune puno poškodovana, no. Če gledamo mi potres, ga moramo gledati tudi s tistim, recimo, da je bil velik napredek za naše doline, če ni bilo potresa, Bog ve, kakve hiše smo bili imeli. Ti imaš razon, ti punokrat zdijan, če ni bilo potresa, je bila velika škoda, ma ni bilo mrtvih tle pri nas, a mi smo imeli telo srečo, ki ni bilo obednega človeka, da je umrl pod potresom. Kar je prišel za prvi zakon dežele, ki je prišel na pomoč, mi smo imeli srečo za imeti velike kontribute in za ponoviti vse hiše, ki so bile porušene, in za zazidati hiše, ki smo potada porušali. Tole je bilo zadost pametno, da mi smo špindali v naši občini, mislim, več kot 10-15 milijard lir samo za rekonstrukcijo ten čas. Dostajta je durala tela obnova, recimo, tela rekonstrukcija? Do leta 80 ni bilo nič. Do leta 80 potada, tudi 10 let smo končali vso rekonstrukcijo v naši občini. Tudi smo planirali in imeli projekte za nove fabrike, za delo ljudi, tako mi smo mislili, da je kaj fini rekonstrukcijo, bo potreba šafati delo ljudi, ki ostanejo tle pri nas. Če ne pride nazaj emigracijo, tako ki je bila pred potresom. Ma ti si bil že šindak tekrat, kada si rad prvikrat šindak? Jaz sem rad šindik leta 80. Eko, in potle si ti vse tole klepeju naprej. Naša lista čivika je vse tole tada programirala in vse projekte. Smo začeli prvo hišo že leta 80, in prvo fabriko, ki je bila na fabrika mešana.
Veplas, ki je bila na kapital slovenski, jugoslovanski in italijanski. In kako je bilo stelo Veplas, recimo? So bile težave, zdaj Veplas je prašala za biti zazidena v industrijski coni 2 leta prijeti, kar je bil šele te star župan. On je hotel podpisati karte, ki so bile potrebne. Prvo leto, kad sam pošel jesti, prvi 3 mjesece sam podpisal, a sam šel tu škodo. Povej nam lepo, kaj je ratalo? Kaj je ratalo? Ratalo, da je nevisni ljudje, ki so bili provat slovenščino, provat slovensko pomoč, so napisali. So ti naredili denunčo? Denunčo, ja, do pretura, tako so mi pretor mi klicu za da pojasniš, što je stališče. Da počem, ko je kaj ratalo, ki je šlo zelo slepo, za pretor je bil pametan, za to poreči. Ja, Veplas potlej nastala. Potem je Veplas, tako ta druga fabrika, potem tudi tu 4 leta je pa šlo 35 fabrik novih tu industrijsko zono. In dost delovnih prostorov. Leta 95 je bilo, leta 80 je bilo samo 50 prostorov dela, je bila Danieli, on se na Favlajni. Leta 95 smo imeli že 550 prostorov dela. Dol. Dol industrijski con, ja. Tole recimo po tvojo administracijo, po tvojo upravo. Po našo administracijo doli specifike. Ja, to doli specifike. In tole, smo leta 90 smo končali rekonstrukcijo in sanacijo hiše, in leta 90 smo porušali zadnjo barako, to so bili ljudje noter. A daj, kje je bilo tole? Tole je bilo tako gledanje, imam nič sliko tence. Tole je zadnja baraka, ki smo porušali. A tiste je bilo konec rekonstrukcije. Recimo potres škoda, potres s telo obnovo je prinesel tudi drugo življenje, tudi vojo za živeti, za delati, ki je kikli prinesel. Jaz mislim, da potres je bil, ko se je po italijansko, un spartiacque tra prijat in potle. Potres je ne samo porušil hiše, je zbudil puno pamet in puno ljudi, ki so bili zaspani. Sia per nas, slovenska manjšina, in v Furlani se parla novi cajti. So Furlani in Slovenci so pensali, da je treba tudi rešiti kulturne in jezikovne probleme od Furlanu in od Slovenu. Tle pa nas že stvar, da je hotel podpisati prejšnji župan eno tako, recimo, zelo important, važno rijačko, ki je bila ustanovitev ene fabrike, kjer daš delo, to imi ljudem, kaže, kako so bili že tekrat so bili težki cajti, recimo, za odnose. Ne fabrike, kudat ražon Slovenijam je bilo tole. Za fabrika je bilo 10-15 let pred potresom, že v Benečiji, v Nediških dolinah, se je bilo zazbudilo malo tele problematike od slovenske manjšine, mislim Pavlo Petričič, Simoniti in puno drugih, zbor Rečaja, so tele reči, so se rodile leta prijetne. Občine in župani, ki niso bili zadosti odprti na tele problematike, so bili provati fabrik za ki. Če mi damo delo v slovenski fabriki, teli ljudje, ki prijo domov, bojo oni se učili po slovensko. Je bil velik dilema, velik problema za naše župane. Za nam je delo za ljudje, niso podpisali avtorizacione za fabrike. Tole, na kaj sem kri se tudi do nas hodi, recimo, ti sada lesi malo pusto ali pa si odzad, recimo, za telih rečeh od administracione. Ma so se nije veliko menilo, nije puno cambialo tole tle. No, sale so reči drugače, sad so dobili pa kakšen kraj listi, ki so malo provati problematiko slovenske manjšine. Anche so nevisni so provati dvojezično šolo, zato vidijo velik perikul za Italijo, za Furlanijo, kar vemo, da tole ni res.
ma so le stare pametna, ki so bile od Mussolina in od fašizma. Ja, ma recimo, ki misliš ti od telih mladih, ki imajo tele stare pameta, ki nećejo napraviti en korak naprej in stopijenjo naprej? Te mladi niso kot mi, ki smo bili mladi, imajo druge problematike po glavi, so individualisti, imajo druge reči, ki so bolj interesantni za nje. Mi smo imeli problema od politike, smo imeli problema od migracijona, smo imeli problema od razvoja Benečija, Nediških dolin. Teli so bili problemi, ki smo imeli mi, ki smo bili mladi. Do nas imajo druge probleme. Ja, pero recimo, razvoj Nediških dolin, Benečije, kaj nije bilo vse, ga vidiš ti, ki je? No, jaz sem ga videl leta 95, kar je bilo tikaj puno prostoru. Če ti pomisliš, samo tle v Špetere, delo v industrijski zoni, nove šole, ki smo parli ten čas, dvojezično šolo, liceo linguistico, liceo psicopedagogico, liceo il college con la scuola alberghiera, je bilo, a to bilo, njih 200 prostorov dela novih, ne samo v industrijski zoni. Mi smo imeli Antaži tam 200 prostorov v Špetru, kar Špeter ima samo 2000 ljudi. Celen komune. To celen komune. Razvoj je bil viden, smo bili tako razvoj, da smo mislili, če ljudje ostanejo doma, da bomo imeli delo doma, bojo en doma zidali hiša, en doma ostanejo po brezih tudi. Tole se je potras zubilo, ker je pa šla velika kriza, ne samo tle v Italiji, tle v Furlani, ma po vsej Evropi in po vsej svetu. Recimo, ima tisti ruolo, ki ti si videl za Špeter kot center Nediških dolin in sada neki ga izgubil. Kaj bi se lahko naredilo, da ga spet Špeter pridobi? To je, samo če župani, a ne naši svetovalci, bojo imeli malo pamet, da Špeter mora biti, a ima ruolo za biti center Nediških dolin, ma ne samo od Nediških dolin, ma tudi se bolj na široko, če gledati. Samo, ki neče nimajo ideje, nimajo programu, nimajo nič. Jaz sem punokrat mislim, tudi kad se je zaprla dvojezična šola za voj tiste dekret od Šindika, od župana, mi je prej bilo prvi... Je leto tega? Ja, je bilo leto 2010. Ma so naredili delo pred večjih ur, da je tako. Recimo tole, kar se je rodila šola, za kar res vem, da sem bila zraven, smo se takrat puno bali, pa smo čakali, da rata kjekine, kar da všafamo kak kjek napisano. Če takrat se ni nič zgodilo, za ki so bili ekvilibri, so bili drugače. Za vsakim županem, za vsakim svetovalcem so bili partiji, ti si imel un riferimento, danes ki ga nemaš, ko bo rekel. Ja, do nas nije obena riferimento. Vsak sam. Ma tiste leta so bile tudi leta težke za slovensko manjšino, ma tisti, ki so bili proti, niso imeli veliko kuraža za biti proti. Občina je pomala dvojezično šolo, občina je pomala založiti table, dvojezične table, če po vaseh, ne. Občina je tudi imela kuražo, kar je radilo, da narediti denunčo preturo magistratu, da je prijavljeno to karabinjerjem. Občina je bila odprta za vse, ne je bila samo, ko se je unilateralne, samo za tiste, tako je stale, tela občina je samo za tiste, ne. Recimo, da župan v Špetru je še odprt, na kakšen kraj ima puno dobre volje za delati. Pero kar vidim, mesto v telih naših dolinah in ne samo v Nediških dolinah, v drugih, smo razprteni na dva kraja. Tisti, ki pravimo, da naš jezik je slovenski jezik in tisti, ki pravijo, da naš jezik je en jezik, ki se navijo podparkaja. Da ljaltaj, urali, ja. Tole je razlika. Mi se pa reče, kar je slavega, je, da se ne moremo združiti za pogledati, kako si ti gledal takrat, kako je vaša lista čivika gledala na skupni razvoj celih naših dolin. Ma jaz ti moram reči riječ, tako storicamente parlando, ko se ide po italijansko. Zgodovinsko, ja. Kad sam rado župan, tisti, ki so bili proti slovenskega jezika, so jih boljše navaditi srpski jezik, je bolj pametno. Opozorite, da pa nas nagovorimo nije slovenski dijalekt, ma je una lingua
dialettale, miješana po italijansko, po slovensko, po polansko in tako. Do nas tisti dijejo, da je una lingua slava, quindi so se tudi 20 let so se malo spametnijali, ali manjka še zadnji korak za reči, da prima lingua slava di tendenza slovena. Se biti počaka še 15 let, probabilmente, če ostanemo le pa nas, ne? Če bomo. In tako pridijo, počaso pridijo, samo ki do nas se načujejo došli urni, in tak nemajo tazat, vlado, deželo, so dežela je za slovensko manjšino, vlada je za slovensko manjšino, predsednik od Republike Italijanske je za slovensko manjšino, tako Evropa je tako, in za pravice, ne. A tole je težko za nje, nimajo, da jih pomagajo, kakšne piccoli servizi segreti, tako jim pomagajo, ma malo je. Ja, però ti vedi, kaj se je zgodilo recimo za Simoniti v Barnasu, kaj je pisalo po časopisih, ne? Če reč, da tele nasprotovanja, ki so naumne nasprotovanja, ki nimajo še smisla več do današnji dan, so šele, so odni ljudje, ki so šele, imajo tisto moč za šele vse tole speljati. U nas pravimo, kar smo že večkrat jali v teli naši oddaji, da nismo šele na tistim nivoju, na tistim gradu za reč, za se pomagati s drugimi in za pogledati na malo bolj naprej. Sì, a tu manca sigurno manca se kijek, ma se približa. Se približa, tudi smo tel trost, ne, za Čeneze bil zaprijeti vse. Je treba tudi reči resnico, za kar naj je pomala Slovenija, naj je pomala Jugoslavija. Od cajtu teremota. Za obnovo, za hiše nove, tudi za sanacijo puno hiš. Moramo zahvaliti Jugoslavijo, Slovenijo in Ljubljansko univerzo, ki smo začeli sanirati hiše, kar so se navadili Slovenija in Jugoslovani v Sarajevo, v Banja Luka, tukaj je bil potres leta prijetne. V smislu, da so prinesli novo tehnologijo. So prinesli novo tehnologijo in tela tehnologija je prišla v Furlanijo in pri nas. In tole će biti reči hvala za karijer Simoniti. Tistemu, ki ćemo dati pod ulico. Ki mu nećemo dati. Mi ćemo jo dati, ne neće jo dati. Simoniti je prinesel tole za telo obnovo tle v naši dolini in potem se je po celi Furlaniji tole za... Potem, kar so videli, da te prve eksperimente smo naredili na 15. septembra, kar je bil drug potres. A na eksperiment smo naredili Tom Barnas, je bil Simoniti, je bil tudi vicepresidente della Giunta regionale, ki je bil Zampanini ten čas. In tist dan tu smo naredili eksperiment v Bardi. In je prišel potres, druge hiše blizu so padle, tisti, ki smo sanirali dan prijat, so ostale. Tiste je bila hiša od Marte, tam Barnas, od Marte Quarina, ena hiša v sredu vasi v Bardi. In kar dežela je zastopila, da tole del sistema je dober, je poslušala, kar so učili inženirji in arhitekti iz Ljubljane. In so dali dovoljenje za tel sistema nusrati tle v Furlaniji, in v Benečiji. Zato niso potem naše hiše so tako močne, recimo. Ne napadejo. A to je bil eksperiment, ta po Jugoslaviji so bili potresi leta prijetne, so tel sistema, in Simoniti je bil za naposud hiš, ma za sanirati in za postrojiti. Je bila na Malta, ki so klali noti, ki so bili bujaka, da stare hiše so metro, pol metra, 2 metra so široke, ne? In zid je tle, zid je not, in tu sredo je prazno. In tel cement, ki so tu sred, je rado še amblok, ne? In sistema in bunker za vojsko, ne? In tel sistema je prenesel tle v Benečijo, in Furlanijo, l'architetto Simoniti, ki je bil tudi presidente dell'ordine degli architetti ten čas. In teda mi tle se krehamo za mu dati na ulico Tom Barnasa. Zato ćem reći, kar se neće zastopiti, se neće zastopiti. Komuga moramo zahvaliti Slovenijo za vse, kar so nam dali. Za vsa pomoč, ki je 3 dni potresan, so bili zdaj Pavlo Petričič je šel, je koordiniral in Pavlo Manzini, in Slovenija je pomala, naredila vaš material, ki je korlo, in te prve hiše, ki smo zazidali,
so bile hiše od Slovenije v Aziji. Potres je bil maja. Novembrja do Azije so imeli že 5 hiš, ki so šli na odstat. Ma daj. Ja, to le resnici bi skrili. Ne, ko reče, da kde ne, trude se dija, da se človeka koji bila. Velika pomoč, recimo. Velika pomoč, ja, to je po vsi Benečiji je bilo onih 150 hiš. Tiste montažne hiše. Ja, montažne, prefabrikati, recimo. Prefabrikati, ja. V Bardi, v Tajpan, v Špeter. V Špetru je bila samo Anžla tako hudua. Da, je bilo Klenje, je bilo Barnas, Anpoje. Anpoje. Ja, tele so bili najbolj poškodovani. Ma Klenje, per esempio, je bilo neko reda, Klenje, tiste bili okut crkve. Barnas je bil samo gorenji Barnas, nije bilo dolenji Barnas. Stali bomo vredi, gorenji, že se jo reči. Via San Bartolomeo, gore na resto. Firmino, hvala, Bohloni, če bomo imeli še kako drugo priložnost, pokličemo. Na spitu sonco ma rože blizu. Jaz bom govoril svojimi besedami, ti bom nesel z mano tano vsako pot. Živim tvojo poezijo tu mene, ja živim tvojo poezijo. Na nose nebo pod bijelo kožo, naši glasi se bodo vezali okop, ti bom nesel z mano tano vsako pot. Iz naših krajev. V soboto 23. maja bo v Firminu tradicionalni praznik Fieste da Viarte. Proti večeru bojo nastopali tudi naši BK Evolution. V petek 22. maja v gledališču Ristorju Čedadu ob 17:30 bodo učenci špeterske dvojezične šole predstavili zaključno predstavitev šole Una scuola da ridere na ustih šole smeh v sklopu gledališkega festivala Mladi za mladi Mitel Teatro. Planinska družina Benečije vabi v soboto 30. maja na tek prijateljstva iz Sužida v Nokulo. Štart bo ob 9. Kulturno društvo Beneške korenine organizira tečaj za videomaker, ki bo začel v soboto 23. maja ob 13:30 v prostori Slovenskega kulturnega centra v Špetru. V soboto 23. maja ob 20:30 po sveti maši po slovensko v Špetru v Slovenskem kulturnem domu v Špetru bo predstavitev pesmarice strani Mata Jurja, ki jo je uredila planinska družina Benečije. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lijep pozdrav iz Benečije.